šajbo je vudrlo, trikrat je zgrmilo, šajbo je vudrlo. Tesmo, 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 tesmo smo. Tesmo šli domu. Mi imamo v bistvu veliko srečo, da je danes Vlado lahko tu, ker malo manjkalo, pa bi bil gospod Vlado minister za kulturo. Ne? In hvala Bogu, da mu to ni ratalo, oziroma da ni šel v to igro. Ne? Jaz sem si zamislil ta večer v dveh sklopih. Prvi bi bil posvečen Vlado tebi kot literatu, kot pisatelju, drugi pa kot družbenemu, kritičnemu posamezniku, ki v bistvu zadnje čase z pismi bralcev in z raznimi pismi spodbujaš, da marsikdo po državi misli kritično in da tudi kritično deluje. Zdaj Vlado je prej povedal, ko sva tu sedela, da je tudi v Ljutomeru tako, oziroma zdaj v Logarovcih, da na vsaki njegov dogodek pride najmanj 20 deklet. Evo, ne, in, evo tudi danes imaš prav. Ne. Bova začela, sem mislil drugje začeti, ampak zanima me mogoče ta mitizacija oziroma mitičnost v slovenski kulturi. Ti si tu zelo viden posameznik, ki se držiš tega mitičnega sveta, ki ima neko določeno po tvojo religijsko osnovo, neko čist sui generis si tukaj v teh svetovih, ki jih opisuješ. Pa me prvo mogoče zanima ta mitizacija sploh v slovenski kulturi in literaturi, to mitično dogajanje. Si tu res ti sam ali še kaj več, oziroma zakaj se odločil za tako zvrst, oziroma zakaj blodiš, kot je rekla Vesna, po teh prostorih? No, zdaj sem prišel do besede, najprej vas pozdravim. Vesel sem, da sem lahko tukaj nocoj. Moram reči, da Logarovcev ne poznam dosti, parkrat sem se pelil vmes, na muziki nisem bil nobeni tu, tako da ne vem, če ste imeli daj muzike, zdaj jih najbrž ni. Sicer pa sem hodil po Prlekiji dosti, ne, tako da malo Logarovci so mi tako malo tuji. Kar se tiče mitizacije, mitologije, mitov, to je pač nekaj, kar lahko razložim v dveh sklopih. Prvo je to, da so miti z nami ves čas. Miti niso neke pravljice za strašenje otrok, miti razlagajo življenje, razlagajo človečnost, razlagajo posameznika, razlagajo občestvo. In če te mite spregledamo ali jih pa prekrijemo z nekimi instant variantami, čemur smo priča po televiziji, po vseh teh medijih, kar naprej, si delamo veliko škodo sebi, delamo veliko škodo nacionalni kulturi in pristajamo na nekaj, kar se sedaj pospešeno dogaja, da se plitvi miselnost, da se plitvi zavest, da se plitvi pravzaprav pomen človečnosti. In temu se pač mora vsak, ki se pač tega zaveda, odločno upreti. Če sem bolj konkreten, recimo, sigurno vsak od vas pozna neko vražo, neko staro zgodbo, ki se je tako ali drugače svalkala skozi generacije, ali če pogledamo celo neke katoliške stvari, Božič recimo, z malo poznavanja hitro vidimo, da se v tej preobleki, v tej pozlati, recimo temu katolištva, skrivajo stare vsebine. V bistvu se v našem mišljenju, v našem jeziku
skrivajo stare vsebine. Jaz ta jezik, ki ga sedaj tukaj govorim, si ga ne izmišljujem. To je dediščina mnogih rodov, ki enostavno je prišel do mene z vsem, kar so takrat doživljali skozi ta razvoj jezika, z čutenjem, čustvi, z imaginiranjem, z vsem tem. In v tem jeziku je duh teh mrtvih rodov. In če jaz tega duha ne spoštujem, enostavno sem gluh za jezik. Enostavno žalim ta jezik. In jaz kot pač ustvarjalec na jezikovnem področju, je pač moja dolžnost, da jezik jemljem kot magijski medij. Se pravi, da na nek način prizivam tega duha mrtvih rodov v današnje sporočilo, sploh literarno. In upoštevajoč vse to, pač je dejstvo, da pisatelj, ki mu gre za res, se teh komponent, teh dimenzij enostavno ne more izogniti. Niti v tistemu, kar pripoveduje, niti v tistemu, kako pripoveduje. Ne. To je ena plat. Ne. Druga, svetovni trend postmodernizma, ne, je vam najbrž nekoliko tuj, ampak gre pa za to, da po stoletju nihilizma, torej po stoletju, ki je razglasilo Boga za mrtvega, po stoletju, ker so se zelo krvave stvari dogajale po tem našem planetu, izrazito krvave, izrazito grozne, ko so mesto Boga zasedali razni nadomestki od Stalina, Hitlerja in tako naprej, in so to vlogo na nek način dobili, na nek način so jim ljudje to rade volje, oni bi radi imeli Boga med sabo, to je jasno, podelili in vse skupaj se pač kot po stari mitski logiki so si pravzaprav spostavljali nekega bogonosca, se pravi nekoga, ki jih bo odrešil, ki jih bo popeljal v boljšo prihodnost, do odrešitve vseh socialnih in drugih težav. No, in ko je bil na vrhuncu, pa ni premogel čudeža. Ni mogel storiti tisto, da bi se to res zgodilo. In na tem vrhu se po tej strukturi dramaturški pravzaprav začne njegov padec. In gre postopoma, po fazah, lepo v vlogo žrtvenega kozla. Ta žrtveni kozel je pa potem to, da, kot danes še pri Fašenku ponekod, da se vse slabo na njega spluvle, da se vse slabo na njega naloži in se ga na koncu seveda žrtvuje, tako in drugače, skuri. No in ta stoletje teh bogov, teh nekih bogonoscev, je pripeljalo do tega, da pač postmodernizem išče zopet stik z izvornimi miti. Se pravi, neke tri vrste ustvarjalnosti opredeljujejo ta postmodernizem. To je neka urbana, nevrotična preganjavica, kjer posameznik ne ve, kdo je, kaj je, kam gre, zakaj je na svetu in tako naprej. Drugo je to, da začenjajo iskati stik s starimi miti, da se zopet spostavi stik z izvorom človečnosti, torej z izvorom
in pomenom tistega, čemur se reče človečnost. Človečnost pa je lahko opredeliti recimo tako, da je človek sposoben presežnega mišljenja, torej da se sprašuje, kaj, zakaj sem tu. Skratka, misli nekaj čez sebe in v preteklosti se je zatekal v mite, mitologije, v vero, v duhove, bogove in tako naprej. Skratka, mislim, da je postmodernizem izjemno pomembna faza razvoja človeške misli, človeškega razuma, človeškega ustvarjanja in da se tukaj ponovno spostavlja tisti prekinjeni stik v prejšnjem stoletju z nihilizmom, z razglasitvijo, da je Bog mrtev, da je umetnost mrtva, da je skratka vse to mrtvo in da mi zdaj kar to mrtvost nekako naj požremo, kar se seveda izkazalo, da ni res, ker se človeška zgodba seveda nadaljuje. In v tem iskanju mitov je torej iskanje stika z izvori človečnosti. No in tukaj nekje se moji romani tudi gibljajo. Ja. Leta 2003 si povedal v enem intervjuju, da se v tem postmodernističnem svetu, v tem postmodernistični Gleichschaltungi počutiš osamljenega. Tu si rekel leta 2003, pa me zanima danes, toliko let potem, se počutiš kaj drugače? Si še vedno osamljen? No, naša slovenska kritika, tudi stroka, neka ta dojemljivost je res tako dolgo časa mislila in meni so moji kolegi o meni govorili, da ta Žabot hoče nekaj posebnega biti, nekaj se gre. No, potem se je pojavil z romanom Oštrigeca, se mi zdi tudi Marjan Tomšič, delno se je pojavil z nekaterimi mitskimi stvarmi tudi Ferij Lainšček in Svetlana Makarovič in tako naprej. No, tako da je ta struja sedaj zanimivo. Jaz imam namreč precej romanov prevedenih, se tam malo pohvalim. In imam pač to priložnost, da primerjam tujo kritiko, pa tujo refleksijo, tujo stroko z našo. In pač vidim, kako je naša pravzaprav zaplankana nekako, kar jaz javno povem kadarkoli na katerikoli fakulteti. A je treba prekiniti?
Ja, nisem več osamljen, pa tudi primerjali so me z nekimi polskimi, evropskimi skratka pisatelji, in ugotovili, da sem jaz eden od tistih, ki smo na nek način izvirni evropski magični realizem vzpostavili. Ne. Tako da ta mednarodna kritika, refleksija je kar široka in kar močna. Tako da to zdaj tudi Slovenska univerza prireja mednarodni simpozij obdobja vsako leto in tam so me obravnavali nekateri tudi pomembni razpravljavci in tako da je ta neka misel prišla tudi v Slovenijo o tem. Sicer so nas tu opredelili kot pokrajinske fantaste neke. Ja. Pokrajinski fantazmi v tem primeru do Razkrižja še pridemo, ker v Razkrižju še je ogromno ljudi, ki še verjamejo v uroke in tako dalje. Tega na tem zgornjem delu Prlekije ni več tako, ampak vrniva se v... To sicer dvom, če bi zdaj iskal, bi sigurno našel par amuletov tukaj. Ja. Amuleti so naši obeski, to je marsikaj. Jaz sem bolj z bregov tam prisegal na tekoče amulete. Aha. Vrniva se še malo v to tvojo mistiko oziroma mitičnost. Zakaj človek dobi občutek pri tvojih ženskih likih, da so vključene nekaj v pritlehje, v nekem spet mitskem prostoru, ampak so nekaj spodaj. Hočeš s tem kaj povedati? Ali... Seveda hočem s tem kaj povedati. Ampak ne to, da bi bile one spodaj. Namreč... Nisem tako mislil. Ja. Ženske in sploh erotika in sploh ljubezen med moškim in žensko, za ta subjekt, torej za posameznika, ne more biti odrešujoča. Če bi sedaj verjeli v ljubezenske pesmi, v popolno izpolnitev subjekta v območju ljubezni, bi se vrnili v romantiko. Tam je to še možno bilo. Človeška zavest se je pa toliko razvila, toliko več informacij imamo, toliko več vprašanj, toliko več fizike in vesolja, da to nekako ne zadostuje več. In skratka, ljubezen, kakršnakoli, naj si bo homoseksualna, naj si bo heteroseksualna, za subjekt ne more biti odrešitev. Še zmeraj ostanejo potem tista vprašanja. Zakaj sem, kaj bo potem in tako naprej. In zato je pri meni ta eros in vse to nekako nima moči, osvobajajoče moči, bom rekel. Ni zmagovit. In zato mogoče ta občutek, da ženske niso zame odrešitev, sploh pa vem, da niso tisto, kar se zdijo na zunaj, od zunaj. In da je znotraj mnogo vsega več. Dobro si zmazal. Ja. Da je pač duhovno bitje mnogo več kot fizično bitje in skratka tu pa so razmerja drugačna. Zdaj tvoj magični prostor, je rekel enkrat gospod, ki te je intervjuval, in si rekel v bistvu, da si ti magičnost pripeljal v realnost. Rekel si točno tako, da te citiram, da si mistično udeležen v tem svetu. Pa odkje ti to? To posledica Razkrižja, ali si to kje na študiju spoznal, ali si preprosto že od malega čutil v sebi to?
To smo mi vsi. Mi smo vsi mistično udeleženi na tem svetu. Celo zdaj moderna fizika govori, da ni opremališčne točke neke v vesolju, ni Arhimedove točke, kjer bi se lahko nek razumski, neki racionalni vidik zasidral. Edino, kar je zares konstanta, je človeški človeški duh, ki s slutnjami, z imaginacijo, z intuicijo, z vsem tem prodira čedalje globlje v to spoznavanje. In celo tako daleč grejo, da rečejo, da, ker smo mi tudi vesolje, če malo kvantne mehanike pa tega pogledamo, je to pravzaprav tisto, kar smo mi, pa kar nas obdaja, pa to je zgolj igra videzov. Mi smo na nek način neke energije, neke atomi, neke molekule, neka župa, skratka energij. In tisto, kar pa med nami je, resnično, je pa duh, tisto, kar nas presega, kar ta fizis presega. In fiziki danes rečejo, da je edina Arhimedova točka človeški duh. Ni druge. In da vesolje skozi nas samo sebe raziskuje in razmišlja. Skratka, če pri tej, to so meni neki doktori fizike razlagali in meni nikoli v gimnaziji ni šla fizika, ker se nisem naučil tistih osnovnih zakonov, da bi potem lahko kombiniral. Ampak zdaj pa to razumem nekako, ne? In mi smo vsi mistično udeleženi na tem svetu. Zelo velika napaka je, če poskuša učitelj v šoli racionalizirati umetnost, literaturo. Zelo velika napaka je, ko reče, kaj pa je zdaj pisatelj ali pesnik hotel povedati in tako naprej. Namesto, da bi mu rekel, poglej, tu se odpira nek duhovni svet. Ti si sedaj, ko boš začel brati to knjigo, boš stopil v en duhovni svet kot duhovno bitje in bo to tvoje duhovno bitje osvetljevalo, na nek način oživljalo to duhovno sceno, duhovni prostor, ki ga to neko delo ima. In če gledamo tako, ne, je racio tukaj zgolj neka skorja. Znotraj vsega tega, kar smo, je pa duhovno, ne. In mi smo duhovna bitja, ne, in če to zanikamo, ne vem, koliko sploh od nas ostane, ne. No, zato ja, duhovno sem udeležen v tem svetu, ampak tudi svet je zgolj, če ga jemljemo racionalno, igra zgolj videzov, ker se za vsakim videzom skriva neka notranja resničnost. In če jaz te resničnosti notranje ne vidim, to zdaj malo Einsteina ponavljam, sem slepec, ne, sem enostavno nesposoben videti realnost. No, in če se pisatelj torej gre za res neko stvar, mora to videti, da ne bo ostal pri označevanju, pri sporočanju zunanje igre videzov, ker potem je pač lahko je uspešnica tisto, kar napiše, ker ljudje danes iščejo zabave nepoglobljenih razmišljanj in poglobljenih odkrivanj nečesa. Če bi to po matematično rekel, raje ostajajo pri seštevanju in odštevanju, kot bi se ukvarjali z integrali in tako naprej, ker je to bolj berljivo, ker je to bolj razumljivo, ker se s tem da igrati, tako in drugače. Če pa hočeš priti do nekih resnic dejanskih, ne, pa pač treba znati brati, če matematično rečem, tudi nekoliko
bolj zahtevna čtiva. Ne. No, in tu je zdaj ta razlika med pisanjem za zgolj zabavo, za kratkočasenje in med pisanjem, ko ti gre za res, ko rešuješ svoje duhovno bitje, ker pred mene se postavi neka tema, jaz vem, da je težka, da je mogoče neizvedljiva skoraj, ampak če ne rešim, če rečem, ne, tega pa nisem več sposoben, ne, sem se kot avtor pravzaprav diskvalificiral, iščem uvinke, iščem lažje poti in tisto, ko bom to enkrat si moral priznati, bom pač mogoče nehal pisati. Ne. Naš mali Bog je še premali, nam je srečili, lahko bi vsi sedeli, pa jaz nas strika, pa ti nas strika, pa on nas strika, jaz bom na strehi sedi, Prebiram tebe, se mi zdi, da glih nisi v rimokatolištvu našel tega duha. Ja. Z rimokatolištvom cerkev predvsem forsira, da se je z njo vse skupaj začelo. Ne. Naše štetje, naša civilizacija in tako naprej. Jaz seveda globoko spoštujem, priznavam in mislim, da je to eden od temeljev naše civilizacije, to je namreč Kristusova zapoved ljubezni do Boga in bližnjega, ki pri cerkvi pa pogrešam interpretacijo tega, pravilno interpretacijo tega. Namreč ta zapoved je, ljubi svojega Boga s srcem, dušo in bitjem, druga, tej prvi enaka, pa je ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Torej, gre za več nivojev, gre za to, da moraš sebe najprej ljubiti, da lahko ljubiš bližnjega, da je bližnji in Bog, da sta enaka, da je ljubezen do bližnjega pravzaprav enaka ljubezni do Boga. In če bi to pravilno že tisočletje razlagali, bi najbrž bila družba, človeška družba drugačna. Ampak kljub temu je ta ideja tako močna, tako zares veličavna, da pa ne samo jaz, ampak mnogi jo jemljajo kot enega od stebrov civilizacije naše. Seveda so pa še tu drugi stebri, je tudi antika, je tudi poganstvo, je tudi dosti širši pogled na človečnost in družbo in tega si jaz ne dam ožiti, ne. Tega si jaz ne dam neko ideologijo zapakirati in se s tem na nek način uničiti. Jaz sem pač duhovno bitje, ki išče svojo uresničitev, ki išče izhod iz te bivanjske zagate in tukaj sem povsem svoboden in hočem tako tudi ostati. Vrnimo se malo k Razkrižju. V tem kraju, v bistvu v teh krajih je
krščanstvo bilo dokaj vpeto v življenje, v način življenja ljudi. Kup starejših žensk poznam, ki imajo izkušnjo z mistiko, ki vidijo pokojne, ki verjamejo v roke. Tudi zgodba okrog Vide Žabot je odmevala v tem prostoru. Kako je pa kaj to na tebe vplivalo v bistvu? Zelo. Moja mama je videla duhove, potem edino, pa nikoli ni pila ali pa je imela kakšnih tablet, ali kaj je čisto posebna ženska, ampak ona je od otroštva nas na nek način strašila, ali kaj vem, pripovedovala, da vidi to eno in tretje. Potem edina babica, njena mama, je zmeraj govorila, pa kaj se ti tu nekaj fantaziraš, pa kaj to otrokom razlagaš, pa kaj se greš. In babico, ker me je bilo kot otroka seveda strah vsega tega, in babica mi je neko oprijemališče bila vendarle, aha, ona pa tu ne verjame, ona pa tu je nekako bolj racionalna in sploh v tej situaciji za uporabiti jo pri preganjanju strahov. Ampak potem je od babice mama umrla. In ta moja babica je pri tej mami mrtvi celo prespala noč v tistem prostoru, nič to ni se kaj posebej sekirala. Nakar pride čez en teden k nam spet, pa pravi, veš kaj, mama so prišli k meni. Ne? In takrat sem zgubil še to neko uprijemališčno neko zavetje v babici. Tako da, ja, tega je veliko in jaz to, tudi moj oče, zdaj ko je malo dementen že pa to, je imel te preganjavice in je rekel, pa prej tudi on ni to kaj dosti dal, čeprav je veren pa to. Je rekel, veš kaj, pa to, kar jaz vidim, to ne more biti samo od možganov, to jaz vidim, to je. Skratka, jaz nikoli nisem delal nobenih zaključkov glede tega. Ne. Spoštujem, če ljudje mogoče halucinirajo, mogoče so res bližje, da vidijo malo več kot jaz in tako naprej. Ne delam zaključkov, hkrati pa moram priznati, brat mi je umrl, ko sem bil star 18 let in sem verjel, da če kdo mi bo pa on prišel po noči povedati, kako je tam in tako naprej. In imam približno 1 leto neprespanih noči. Jaz sem spal po dnevi, sem spal tako, ko se je zdanilo, po noči ne. V tem času mi je zgorelo par žarnic, v tem času je bilo parkrat nevihta. In sem mislil, aha, to je pa zdaj to, zdaj bo pa... No, enkrat nisem mogel spati, sem bral veliko, Kafko, recimo, sem takrat začel in to. Tako da, moram reči, da nikoli ni, ničesar takega nisem videl. Sem pa dojemal svet zmeraj animistično. To pomeni, da sem zmeraj slutil nekaj duhovnega v predmetih, v ljudeh, v živalih, v vsem stvarstvu. In če danes grem po Razkrižju, ga še zmeraj dojemam animistično, namreč na vsakem koraku skoraj, na vsakih 100 metrov, poznam kakšno zgodbo, ali starejšo, ali med vojno, ali potem. In te zgodbe na nek način so duhovno bitje tega Razkrižja, vsaj mojega doživljanja Razkrižja in me na nek način opredeljujejo. Sem se pa preizkušal, da bi te strahove premagal, recimo sem šel v Ošivčak, to je tam gor en hrib, že na hrvaški strani, tam je umrl en človek, ki sem ga spoznal in sem namenoma bil tam čez 11. Šlo se je skozi gozd dol, pa tako naprej po temnih klancih.
In potem sem lepo šel dol, ne, to parkrat tak, no, ampak nikoli nisem nekega mističnega tega videnja imel ali karkoli, ne. Si pa enkrat na taki poti srečal, če se ne motim, begunce oziroma migrante, ne? Ja, to pa res. Sem šel tudi po noči domov in so tako daleč, sicer v temnem delu te poti, so začeli v angleščini oprostite, a smo v Sloveniji in tako. Jaz sem prišel do njih, potem so me obstopili, pa so mi povedali, da bi radi čim prej do policije prišli. In sem rekel, zdaj mobitela nisem še eno takrat, to je bil tisti prvi val beguncev, ko so še jih tihotapili na razne načine čez mejo. Sem rekel, razen če gremo nazaj v gostilno, kaj sem šel naš z gostilne, ne. In potem pa otroci, ženske izza grmovja. Prej so bili čistih, jaz nisem vedel, da so, no. Tako da sem 20 ljudi potem peljal po cesti po noči nazaj v gostilno. Čez 2 dni je pisalo v časopisju, da policija zopet ujela 20 prebežnikov, ampak mi je pa tisti komandir tistih obmejnih postaj, ali tistih obmejnih postaj, rekel, če bi te takrat dobili, bi te takoj peljali, kot tihotapca, ne. Ker jaz sem v bistvu po noči peljal celo skupino beguncev po vasi gor, ne. No, v glavnem, ja, take stvari, pa še marsikoga sem srečal po noči. Dobro, to ima drugič. Se spomniš, Vlado, kdaj si po sebi prvič ugotovil, da je to, da greš pisati, da se boš podal na eno negotovo pot, ki vemo, pisatelji glih niso, ne, razen če Harryja Pottera ne napišejo, preveč pri financah, oziroma si že od malega gojil idejo, da boš pisal, da boš pisatelj. Ja, to pa res. To sem pa imel že, nisem prav rad delal, doma so imeli kmetijo, vse to, jaz sem se malo zatekel nekam k enim starejšim ljudem, so mi veliko pripovedovali, so radi pripovedovali. Plus tega sem rad fantaziral po svoje nekaj. In tam v 6. razredu sem začel pisati roman o sultanu Sulimanu VI. In sem tisto pisal, ampak ne vem, tisto se zgubil, sem že iskal, ni več tistega zvezka, kar zvezek. In jaz sem potem, ko sem razmišljal o kakšnem poklicu, sem razmišljal, ali bi bil duhovnik, ker oni lahko pišejo, ali bi bil advokat, ker je bil Prešeren advokat, to, da jo lahko piše. Skratka, v teh povezavah sem zmeraj iskal možnost, kako bi lahko pisal, ne. Potem sem odkril, da obstaja študij primerjalne književnosti, sem rekel, to je to. Takoj sem vedel, to je to zame, ne. Napisal sem še slovenščino in mi ni nikoli žal, mi je odprla veliko in slovenščina in primerjalna književnost. Vsaj predvsem pa to, da mi ni nihče nikoli mogel reči, veš kaj, ti tu nekaj bluziš, ti se tu nekaj greš, nisi nič vedel. Jaz kar vem, kar razumem literaturo in si ne dam kar tako nekih sodb v glavo vtepati. Končal si prvo na delo kot novinar. Ja, potem pa seveda, potem pa je bilo treba misliti malo na zaslužek in to, ne. In ko sem diplomiral, sem najprej učil na bežigrajski gimnaziji, 5-6 let starejši od tistih, ki so tam bili maturanti. Še zdaj se me z veseljem spomnim, še zdaj pravijo celo pred ženo mojo, ki še zmeraj uči na bežigrajski gimnaziji, da so se v tiste pol leta naučili več kot prej 3 letih in pol. Skratka, nobenih težav nisem imel nikoli v službi, tudi delu,
tudi na delu, tisto normo, mi smo imeli normo 100 točk, je bilo treba doseči, da si dobil tisto plačo. Sem jaz v 2 urah naredil, sam okupira pa misli, ne. Okupira pa misli in te na nek način zavezuje, te na nek način utesnjuje in jaz sem, ko sem bil ravno na delu, sem pisal svoj prvi roman, Stari pil. Moj šef, takrat urednik kulturne redakcije, je bil pesnik Janez Strehovec in on, ko je videl, da jaz pišem, zmeraj šel mimo mene, zjutraj, ko je talo naloge, kdo bo kam šel, kakšno poročilo moraš prinesti. Mene pa je dal zapisati kakšne intervjuje, kakšne take, ki so bili dosti bolj ocenjeni, ne, po teh točkovnikih. In tako da sem jaz recimo razposlal vprašanja nekim svojim kolegom, starejšim ponavadi, in so mi potem intervjuje napisali, sem jaz tisto dal in sem imel že 80 točk recimo po 2-3 intervjujih. Tako, no, nekako sem jaz to delal. No, pol pa sem videl in sem prišel do tega, da se moram odločiti, če bom novinar, sem vedel, da bom zapit novinar. Ker takrat je bilo na delu pač tako vzdušje, zjutraj se je neka skupina dobila, pa vsak je rundo plačal, že zjutraj so točili 15. nadstropju je imelo delo svoj bife in tam se je to začelo. Pa ne zato, ker se ne bi mogel izogniti tisti druščini, ampak zato, ker enostavno veš, da te tisto, kar počneš, ne uresničuje. Veš, da nisi cel v tistem in veš, da moraš nekaj v sebi ubijati. No in zaradi tega sem se odločil, da sem pustil takrat dobro službo. Ženi starši so rekli, kaj boš pa zdaj tukaj pri nas parazit ali kaj. Ni bilo čisto enostavno, ne. Ampak v tistem času za službe niti ni bil tak problem, ne, ker sem dobil 5 ponudb, da bi lahko šel v službo, ne. Tako da v življenju sem se do zdaj 3-krat resno odločal, ali iti v neko drugo smer ali ostati pisatelj, in zmeraj sem se odločil prav. V bistvu, kakšno je življenje pisatelja? Zjutraj se zbudi, prebere knjigo, žena mu nekaj skuha, gre malo pisati, taka romantična podoba je to. Kako pa je v resnici to? No, jaz sem utečeno. Žena vstane ob 7, jaz pa tudi. Spijemo kavo in to, potem ona gre v službo, jaz pa pisati. In do 2 pišem. Vsak dan? Vsak dan. Imam normo, predvideno normo, 1 stran na dan. In zvečer pred spanjem še zmeraj tisto še enkrat preberem, popravljam s svinčnikom, tako in tako. Potem drugi dan tisti čistopis naredim, ne. Zdaj, norme jaz še zdaleč ne dosegam, 1 stran na dan. Če bi vsako leto izdal 300 strani obsežno knjigo, do zdaj sem pa napisal 10. Torej, delo je težko, delo je resno. Zdaj recimo pišem roman Sveti boj. Znano mi je, kaj so bili sveti boji v mitologijah, v grški, germanski, slovanski in tako naprej. Znano mi je tudi to, da se to niso tam neki bogovi v bike spremenjeni ali karkoli pretepali, ampak da je to v nas, da je to v duši, da je to samo prispodoba. Še zmeraj pa ne vem, kaj bo sveti boj v mojem romanu. Še zmeraj iščem. Kaj pa ta obdobja? Pa imam 160 strani že napisano. Se letos misli ogledati luč sveta, ne, ta roman? Letos, ja. Danes me je Čander klical, urednik založbe, imaš, ne? Jaz sem te dal program. Ne, pa sej, jaz slutim, pa to vem, kaj, ne? Mislim, da je sveti boj med egoizmom pa altruizmom, ne?
da sta to glavni sili, ki ves čas skozi vso mitologijo pravzaprav na tak ali drugačen način sta v konfliktu in da tudi Kristusova zgodba na zadnje je zgodba med egoizmom in altruizmom, je zgodba zmage altruizma. Ne? On se žrtvuje za ljudi in tako naprej. Da ta konflikt nekako je v središču, ne, tega boja. Zdaj pa še to treba napisati. No, to je. Samo to. Ja. Kaj pa ta obdobja teme oziroma miselnih čepov, zamaškov, kako pa to pisatelj prebrodi? Ja. Začne brati druge avtore? Tako, ali... ja. In sicer jaz imam ne vem kak drugi. Jaz zase vem, da potem vzamem klasika nekega Dostojevskega, take imam na nočni omarici take knjige, ki mi v takih situacijah pač so v pomoč. Tudi če tretjič berem kakšno knjigo, mi je v pomoč takrat in na nek način spostavim v tem duhovnem prostoru, ki mi ga pisatelj nudi, nek stik z tem duhovnim, neko duhovno komunikacijo in potem spet pridem v to ustvarjalno fazo, ki pa je na nek način avtohipnoza. Jaz to lahko tako imenujem. To je neka avtohipnoza. Ti si takrat odpilen, bi rekel, ti si takrat malce odsoten, malce bebav za druge stvari. No in ko jaz recimo 10krat eno isto stran pišem, ne, je to neka mantra, je to neko početje, s katerim se spravim v hipnozo, avtohipnozo. In ko je ta avtohipnoza do potrebne točke dosežena, potem mi stvar steče. Skratka, tu ni nič lahkega, pa ni nič enostavnega, enostavno se žrtvuješ za to. Ne? Jaz samkrat v tej večnosti živim in če ne bom naredil to, kar se mi zastavi, jaz si nikoli ne iščem tem. Teme je dal Bog, so rekli že od nekdaj, zdaj in so večne in samo ljudje se zmeraj znova z njimi soočamo. Ljudje smo recimo ljubezen, prijateljstvo, sovraštvo, vse to so teme, ne, večne, ki na nek način terjajo subjektivno soočenost. In tukaj potem se dokaže avtor, če zmore ubesediti to temo tako, da izrazi in sebe in na nek način neko resnico izven sebe. Če zmore toliko jezika, da pride do globine te teme dovolj, potem je to početje smiselno. In ja, s temami se soočam kot duhovno bitje že spet. Z jezikom se soočam kot z neko dediščino, z nekimi sporočili iz davnih preteklosti. Ta avtohipnoza mora biti in če mi to vse zašteka, vzamem knjigo in berem. Pa rekel si zadnjič, da v bistvu, ko pišeš, še to se moraš te odrekati, v bistvu si rekel, da ko pišeš, alkohol odpade, oziroma moraš biti zelo trezen, si rekel. Seveda, ne. Ker mene včasih in tu preleki me kakšen sosed, ki so že v penziji, pridi, ne, kaj se pa držiš, pridi, bomo enega klunila. Takrat je gotovo, cel dan, takrat lahko pijem samo še naprej. Ja. Ne hodi k meni. V Ljubljani pa glih tak, tam je en sosed, ki žena ve, ki stopim na verando, pa me že pejt, ne. Po pa užaljen, če mu rečem, čuj Božo, ne bova danes.
Ta tvoj roman, ko pride, bomo ga šli brati, bova nadaljevala drugič o tvojem mističnem, magičnem, mitičnem svetu. Gremo malo na tvoje družbeno-civilni angažma. Zdaj bi jaz prebral, kaj si pisal ti pred leti, si napisal eno vstajniško pismo. Ne vem vsega prebiral, ampak čisto tak za uvod, to je bilo pred leti že. Ne? Vsega tega torej ni več mogoče spregledati niti z kavča, niti iz bifeja. Zato je čas, da bodi si na protestnem shodu, bodi si ob oknih, z avtomobilsko hupo pred zgradbami vseh treh vej slovenske oblasti ali stisnjeno pestjo izrazimo svoj državljanski interes obvarovanja preostalega skupnega premoženja in človeškega dostojanstva. Kajti nihče v Sloveniji več ne more reči, da ne vidi, kako se pleni. In nihče v Sloveniji več ne more reči, da ne ve, da se pleni njegovo premoženje. Kdor si še zmeraj zatiska oči ali se slepi že žaljivo podcenjujočimi in predrznimi manipulacijami ali s političnimi barvami prelilcev, bo pač zelo težko pogledal v oči svojim otrokom in vnukom, ki bodo ostali brez dediščine in brez perspektive. Takrat jim bo namreč treba priznati, da je bilo lagodneje ležati na kavču pred televizorjem ali politikansko modrovati po bifejih in tako dalje. To je bilo pred leti. Vstajništvo smo dali Slovenci skozi. Pa nič od tega, ne? Ali se je kaj, ali je bilo kaj dobrega na tem? Ne, jaz ne rečem, da nič od tega, ne. Se je kar en premik naredil. Že to, da so Slovenci začutili, da lahko pridejo skupaj, da ni sam vsak zase, ki misli kritično o oblasti in tako. Tudi oblast se je zatresla, recimo vlada je padla in tako naprej. Jaz poznam neke politike tudi osebno in vem, da se tega najbolj bojijo in da takrat, ko se začne nek nemir v družbi, mu natanko prisluhnejo in točno vejo, če se to lahko nadaljuje, stopnjuje in ali ne. Tako da ta civilna družba je skratka pogoj. Organizirana celo, artikulirano civilno mišljenje je pogoj za demokracijo. Če oblast politična ne komunicira z civilno družbo, če civilna družba ne zna artikulirati svojega interesa, če politika ne zna upoštevati civilno-družbenega interesa, nastajajo konflikti in samo vprašanje je, kdaj prerastejo v vstajništvo. No in temu sem prepričan, sedaj politika prekleto prisluhne, ne? Vsaka. Res pa je, kar so ugotavljali že nekateri, da to vstajništvo ni vztrajalo dovolj dolgo, da svojimi artikuliranimi zahtevami ni vztrajalo toliko časa, da bi se to res uresničilo. Ko si ti prej omenil, da so me predlagali za ministra, ja, ampak jaz sem takoj dal 4 zahteve, ki morajo iti v koalicijsko pogodbo. Obrnjeno dokazno breme, recimo. Skratka, 4 vstajniške zahteve sem postavil kot pogoj, da jih ta vlada, takrat je šlo za tehnično prehodno vlado, da jih sprejme kot neke svoje temelje, neko svojo zavezo in da se uresničijo. Ker seveda to političnim strankam niti slučajno ni bilo do tega, še manj pa ozadjem, da bi se to res šli. Smo takoj vedeli, da pač to, ampak šlo je za provokacijo. No, ampak to vstajništvo, kjer ga praviš, v Mariboru je bilo uspešno, tam je padel župan in tako dalje. Padla je tudi vlada, ki je bilo v Ljubljani, ampak iz vstajniškega gibanja v bistvu smo dobili zdaj že drugo levo vlado,
ki pa dejansko nas je pripeljala v en čuden, zamoten položaj, Stanikov pa nikjer. Zdaj se mi zdi, da se celo s to begunsko krizo pojavljajo na desnem polu vstajništva, ki pa niso vstajniška, pa so prej neka, da ne rekel, kakšna nacionalistična gibanja, bi tam povedal. Smisel tudi Koks kot tak, kot telo, ki je takrat delovalo, je tudi bolj kot ne zaradi posameznikov, kako bi temu rekli, razpadu oziroma izgubo nekak svoj namen. Se ti ne zdi, da smo Slovenci zaradi tega svojega slovenstva, glih te drže, izgubili to vstajniško misel, glih zato, ker smo jo nismo do konca živeli? Mislim, da je predvsej na tem, ja, da smo jo zaigrali, ne bi rekel. Mislili smo, da ena vlada bo šla, pa bo vse se na novo vzpostavilo in bo vse boljše, pa se to ni zgodilo. Jaz sem celo, tudi recimo Miro Cerar je hodil na sestanke na Društvu pisateljev takrat v času Vstaj. Tudi tako smo se dobivali z njim in sem mu celo verjel, da bo s to etiko in moralo in vsem tem dovolj trden. Kakor hitro sem pa videl, da kakšno koalicijo sestavlja, ne, sem pa vedel, tile pa imajo toliko masla na glavi, da ne bo mogel nič narediti, da ga bodo blokirali. Ne. In to se zdaj tudi dogaja. On se pač mora prilagajati, ker mora ohranjati na nek način koalicijo, hkrati pa ima blokade z vseh strani. Takoj ga je obdal grozd nekih manipulatorjev, preko katerih moraš komunicirati, da do njega prideš. In to je neka realnost, da so spet ograbili, ne, ali pa Cerar ni dovolj močen voditelj, to je tudi možno, da bi to razbijal, da bi riskiral razpad vlade, pa bi prišel ponovno, pa bi šel v koalicijo z drugim. Recimo Združeno levico sem takoj kritiziral, sem tudi tam poznam jih, sem napisal takoj pismo, zakaj ste takoj odstopili od koalicijskih pogajanj. Oni so prvi, takoj, nas oblast ne zanima. Ne. Tako so omogočili igro drugim, ne, in više zahteve, bolj radikalne na stališča in tako naprej. Če bi ostali, ne, v igri, tudi Ljudmila, naprimer moja sošolka s faksa, Ljudmila Novak, če bi se resno pogajali, ne, če bi šlo vsem za slovenstvo, ne pa za strankarske te male zmage, ne, bi se nekaj zgodilo. Ampak to je očitno iluzija, ki se ne uresničuje in vse to, kar doživljamo, je nek proces, ne vemo, kam vodi. Jaz zmeraj rečem, nikoli ni dokončnega stanja v tej stvari, ne, je zmeraj najbolj amplituda, da se spušča in dviga. Zaenkrat se jaz tudi čudim, ne, toliko delavcev na cesti, toliko nezadovoljstva, peko, recimo, ena moja, recimo bratova žena je na peko delala in ljudje kar strmijo, kot da ne bi imeli velike moči v rokah. No, to sem predhodil navezati, ne. Kje so zdaj, pa ne narobe vzeti, pisatelji, kje so zdaj v bistvu, ne, Pavček je prečital Majniško deklaracijo, revija 57 je nastala v teh krogih. Kje so pa zdaj pisatelji? Takrat, ko so bile vstajniško gibanje, ste se izrazili, ste šli naprej, zdaj pa je vse nekako tiho. Ne. Zdaj, dobro, Janšo ste vrgli iz pen kluba, ko rekel, da so tam sami udbovci pa oznovci, ampak to pa je bilo to. Se mi zdi, tudi pisatelji zamirajo, ali ni več tega preboja v njih? Ne, ta družbena vloga pisateljev, ne, je še zmeraj latentno močna. Ne. Vse zadnje, ko sem bil predsednik Društva pisateljev, sem preizkušal, kako je močna ta asociacija. In sem povabil 3 vlade, 2-krat Janševo, 1-krat Ropovo, na večerjo na Društvo pisateljev, na ponovoletni na srečanje na Društvu pisateljev. Niso upali reči ne. Na živce jim je šlo, ker so vedeli, da je provokacija. Janša mi je rekel, poglej, tu je zdaj več novinarjev kot kadarkoli, karkoli se dogaja drugje. Ne? In so novinarji čakali nek incident, ne vem kaj. Ampak Društvo pisateljev ima v Sloveniji neko
močno pozicijo, sam treba jo je znati uresničevati dovolj aktivno. Pa se aktivno Recimo, uresničuje povabo sem na pogovore tudi vse verske voditelje slovenske. Bil je nadškof Uran, recimo, bil je Mufti, bil je Erniša, bil je od Hare Krišna. In skratka, edini, ki je takrat se upravičil, je bil ta pravoslavni, ki ni prišel. No? Ja. Ampak vsi drugi so prišli in so imeli lep dialog. Skratka, ta pozicija Društva pisateljev ni bila sam 57. številka, pa ni bilo sam, če se spomnite, kdo se je skupnim jedrom v Jugoslaviji uprl. To je potem je izstop iz Zveze pisateljev Jugoslavije. Cela zgodba je že tam od 65. leta naprej pravzaprav vodila v to smer. Potem je ne samo Majniška deklaracija, tudi pisateljska ustava. Vse to so bile podlage za slovensko samostojnost. Seveda pa politikom potem gre na živce, če neka civilna asociacija jim tam hoče neke štrene mešati pa soliti pamet, ne, in si prizadevajo, ampak to res vsaka oblast, da bi zmanjšalo vpliv Društva pisateljev. En od predsednikov vlad mi je rekel, veš, ker ni ga predsednika vlade v Sloveniji in ga ne bo, ki bi Društvo pisateljev hotel uničiti. Da se pa zapirati pipica. In če ti taki asociaciji zapiraš pipico, če jo hiraš, če je dolgo poslušna, če je neiznajdljiva, ker zdaj se mi rešujemo z raznimi programi evropskimi in tako naprej, tudi lahko hira. Je pa res, ne, da je to predvsej odvisno od vodstva, tudi delno od situacije, v kateri je družba, ne, kdaj imaš ti priložnost res nastopiti, kdaj pa moraš malo potihniti. Ker, jaz sem rekel, ko sem bil predsednik Društva pisateljev, ko bomo šli pisatelji na ulico, mora vlada pasti. In tudi je. Ker vem, da tudi v Evropi se reče, če pisatelji grejo protestirati, je smešno. Ni pa hec. Ni pa hec. Ne. In to se zavedajo. In tudi danes se tega zavedajo. Spravo je danes potiho neki vreme med vami ipak. Tako, ja. Je pa res tudi, da pisateljsko društvo ni čreda ovac, ki bi jo ti pelo kar tako. Ne. To so prej volkovi, ki se med sabo zgrizajo in jih je težko uskladiti v neko skupno akcijo, če res ni ustrezen trenutek. Ne. Ker so tudi levičari, tudi desničari, tudi orto, tako in drugače. Je Janša rekel, da so udbovci pa oznovci, tako dalje. Ne? Dobro, so tudi bili, seveda so bili. Ampak hkrati smo našli, ko so zdaj prizidek opere delali, pa so tisto hišo je začela pokati, so jo zgibali, so jo zganili in je začela pokati. Jaz sem bil takega dan predsednik in sem zahteval sanacijo hiše, ne, ker 3 neodvisne prisluškovalne sisteme smo odkrili. Ne. Delujoče. Delujoče. Ja. Tako da, bodi brez skrbi, tam so bili udbovci, seveda so bili, ampak tudi druge tajne službe imajo. Da so še danes aktivni. Ja. In mi smo zdaj proti udbi, proti Sovi, proti vsem tem tajnim službam, ampak Janša je recimo stopil v partijo in je priznal, aha, Sova je, ali pač udba, Ozna,
sta tajni službi, ki delata za obstoj te države, tako kot CIA, tako kot vse te tajne službe, tako danes sova pri nas. Sej to ni nekaj in vsaka ima madeže, ne? Če CIA pogledaš, ima madeže, ne? Tak jaz ne zagovarjam Udbe Pozne, ker moje sorodnike so pobijali še 47. Jaz sem še imel v gimnaziji težave zaradi tega, ker smo bili označeni za kontrarevolucionarje in tako naprej. Jaz sem v tem zrastel in meni se je šele v Ljubljani odprlo zares, ko tega pritiska nekih lokalnih malih komunistov nisem več čutil. Tam so me vendarle drugače sprejeli. Ampak to je bilo prisotno in zdaj ne bom, veš, udbojec, oznovec, ja. Ampak čakaj, vsaka, tudi cerkev ima svojo tajno službo. Nima. Ja. Vsaka taka in tako naprej. Kaj pa zdaj, v bistvu, 37. člen zakona o obrambi se aktivira v ponedeljek, to pomeni, da vojska dobi pooblastila policije in gre na mejo. Radio Študent kot nosilec neke misli je skupaj z Matevžem Krivicem, bivšim ustavnim sodnikom, sprožil ustavno presojo tega, ravno včeraj je parlament to zavrnil. Oglasila se je varuhinja človekovih pravic in so jo v parlamentu zavrnili. Se pravi, mi dobimo v ponedeljek polnoči na mejo vojake. Vojska po ustavi piše, da vojska lahko brani samo celotno ozemlje. Se pravi, tu gre država v tej begunski krivi prvič proti ustavi. Ustava je pa ne upa več spreminjati, ker to rabijo 2/3 v državnem zboru in tako naprej. Kako pa kaj to vprašanje zdaj tebe se dotika, oziroma pisateljskega sveta? Bote kaj se... No, pisatelji, ena skupina, 5 pred 12, znotraj pisateljskega društva se je aktivirala in tudi Svetlana Makarovič, Boris Novak in še nekateri, tudi Taufer, so se aktivirali v neko skupno akcijo proti žičnim ograjam. Jaz sem bil povabljen, pa se nisem hotel jim priključiti. Nisi hotel? Ne. Zato, ker enostavno situacija je tako resna v Evropi. Jaz sem včasih sanjaril, kako so se dogajale selitve narodov. Kako so Slovani recimo v 2 valovih, 6. in 9. stoletju prihajali. Zdaj sem videl, kako. Enostavno jih ne ustaviš, enostavno ljudje grejo z otroci naprej, z ženskami naprej, ne boš jim minskih polj nastavljal in tako naprej. Ampak v teh ograjah, v tem navideznem razpadanju šengenskega prostora, jaz vidim pritisk na te temelje in zato nisem proti. Čeprav, ja, proti žicam, vsak je človek proti, ampak tu vidim sredstvo, tu vidim tisto prebujajočo stvar, ki lahko te uradnike končno prestraši in bodo rekli, da se Evropa bo razpadla, bomo mi brez službe in bodo iskali neko rešitev. Tu je zame to nekaj. Kar pa se vojske tiče, jaz zdaj moram reči, da tu, ko sem tu, zdaj sem že en teden, tu ne spremljam niti televizijo, niti dober časopis dobivam, ampak Krivičevega članka danes se mi zdi, da je objavljen, nisem utegnil prebrati, tako da nisem čisto na tekočem. Kar se pa tiče vojske, mislim, da je že prejšnja zakonodaja, tudi ustava, da omogoča nekako to neko vlogo vojske v izrednih situacijah in to pač je izredna situacija, če ti pride recimo sredi noči v vas, ki ima 200 hiš ali pa 150, 500 tujcev. In jih nič, tam sta 2 policaja na meji, jaz sem z meje in vem, kaj to pomeni. Tam 2 policaja ustrmita nad množico, oni kar grejo. In nimate kaj storiti. In dobro, so miroljubni, so vsaj na videz, so taki. Mes vemo, da je moral biti takoj
takoj iz položaja tisti, ki dela strategijo nekega islamskega boja, če ne bi tej situaciji izrabil za neke trojanske konje v evropski prostor. In tukaj je stvar toliko zakomplicirana, da edino z tem, da se bodo oni v Bruslu začeli bati, da bo Evropska unija dejansko razpadla, da bodo to vsaki močni državi Evropske unije spoznali in končno naredili nekaj tam v izvoru, kot pravi, problema, da zavarujejo evropske interese. V tem vidim smisel tudi teh ograj in tega aktiviranja vojske, ki to še zdaleč ni samo Slovenija, ki bi aktivirala vojske. Tudi Avstrija to počne, tudi Višegrajska skupina in tako naprej. No, mi pa razmišljamo o uvedbi nacionalne garde. Naša vojska zdaj trenutno šteje 7,000, takrat pa 25,000. Ja, to pa so spet te igre, nekoga, ki bi rad poveljeval slovenski vojski že od nekdaj, in sanja svojo gardo. Nalašč ga nema omenila zdaj. Ja. Kaj pa ti, dosti ljudi je reklo, da svet oziroma Evropa ne bo več takšna, kot je bila še lani, da bodo pač ta islamski svet, da bo nas preplaval. Kaj pa ti misliš, bo Evropa čez 20 let dosti drugačna, kot bi bila, če ne bi bilo te mase bežečih ljudi, med katerimi se skrivajo tudi bombe? Mislim, da Evropa nikoli ni bila ista kot lani. Da se Evropa skozi spreminja, skozi se... To mislim bolj veš krščanstvo, pa pol mesec, ne? Ja, dobro. Že to, da je Evropska unija nastala, da so postale članice, da je evro, da je vse to skupna neka politika proti Kitajski, Rusiji, Ameriki in tako naprej, že to je velika sprememba bila. In nekatere spremembe nas pač ne motijo, ker so spremembe na boljše. Kadar se pa dogaja spremembe na slabše, pa seveda motijo in smo vsi naenkrat ogroženi. Ja, Evropa se spreminja in se bo spremenila in bo morala ustrezen odgovor najti za svojo zaščito, za zaščito civilizacije na vse zadnje, nek pravi odgovor na to, kako, v kakšen razmerju, kako sploh še biti na tem svetu, ker vemo, demografska slika Evrope je zelo slaba, soočeni smo z predeli sveta, ker je povprečna starost tam 27, 30 do 40 let največ, mi pa imamo tam že krepko staro populacijo. In tukaj zdaj, kdo bo delal, kdo bo karkoli, jaz temu pravim, to je anti-baby pilula je naredila Evropo slabo, ne toliko vojske, ker enostavno, ne da bi imel kaj proti svobodni ženski izbiri in tako naprej, rojstvo, ampak na nek način, jaz se spomnim, kdaj je ta anti-baby pilula se uveljavljala, začela. To je še v mojem času tam bilo, mislim, da so jo patentirali nekje 68. Potem pa že 73. se pa spomnim, so pa že tam 16-letnice to imele. In nikoli rodile niso tiste, ki jih jaz poznam. Skratka, iz tiste baby boom generacije, ko še jaz pripadam, se je pač število rojstev in tudi ta odgovorni odnos do družine, do potomcev, do vsega tega, kar to zahteva, se je spremenil in je pač seks postal neka zabava, dokler AIDS-a ni bilo, dokaj lahkotna družabna zadeva, ker tudi tega, da bi zanosila, se nisi več bal, recimo, in je vse tistih časih do začetka 80-ih, ko se je začel pojaviti ta AIDS, pa ta strah, je bilo to flower power stvar. In je to prineslo en velik primanjkljaj v demografski sliki Evrope. Zdaj pa, tam, kjer nastaja ideološki vakuum, ker
krščanstvo ne premore več ene same misli, ki bi v današnjem času preseglo neko splošno malodušje. Ko nastaja vakuum v prebivalstvu, ko ni otrok, ko mi recimo danes v Sloveniji rečemo mirno, naši otroci, generacija naših otrok je pač žrtvovana generacija in se s tem na nek način sprijaznimo, pa kje? Ti ljudje, recimo, je doma, ne dobi službe, zakaj ne dobi? Ker smo jo mi še v socializmu dobili in ne pustimo teh otrok sploh službe. Tako nastaja, recimo, vem za kar nekaj institucij v Sloveniji, kjer je najmlajši človek tam čez 50 in nima nobene konkurence, nič mu pod ta zadnjo ne gori, nišče ga ne aktivira v neko močnejšo aktivnost in tako naprej. To je ena taka gniloba se začenja, ne, po teh institucijah. Ne bojijo se ljudje konkurence, ker enostavno mladih ne pustijo zraven. Jaz poznam igralke v naših gledališčih, poklicne igralke, ki se hvalijo, pa je mojih let, veš kaj, igram 30-letno ljubico. In ne gre za grotesko, ne gre za nekaj, gre za resno, gre za resno predstavo, ne. Čakaj, zdaj pa polno teh mladih lepotičk pa tam ne dobi službe, enostavno, ker so odrinjene, ne. Ja. Kaj pa zdaj v bistvu tako, ko smo se na koncu imeli, da begunsko dogajanje, ki se dogaja, to ima kak vpliv na tvoj mit, ki ga razvijaš v romanu, ali se v bistvu ne opredeljuješ toliko z sedanjostjo, ali ima kak? Ja, jaz sem imel eno literarno tako delavnico z učiteljicami pa s knjižničarkami slovenskimi in sem jim dal naprej nalogo, pač neko novelistično formo sem si zamislil in dal tudi fabulo, se pravi, v nek manjši kraj pride skupina beguncev, otroke zaprejo v eno staro šolo, tam za njih skrbijo, domači prebivalci so prepričani, da oni tam za njih skrbijo, dokaj neobčutljivi za to zadevo. No, potem pa punčka, potem pa pride do tega, da ena učiteljica, mlada nadebudna, naredi s temi otroki neko prireditev in tam se prevzame ena mala violinistka, ko igra, ne. Vejo, govorice so, da v tej šoli se dogaja tudi čudne stvari in ti otroci neke noči izginejo, ni več. Ja, in zdaj vidim, realnost je evropska, da 10.000 otrok izginilo, ni jih več, ne ve se kam. Ali so šli za rezervne dele, ali so šli za neke sirote, ki bodo jih tako ali drugače pač pohabljeni, prosjačili ali karkoli, ne vemo. In to me sigurno ne pušča ravnodušnega. Tudi ena učiteljica je potem na tej delavnici rekla, da je dala otrokom pisati to isto temo, ne? In da je jokala zraven, koliko empatije, koliko človekoljubja pravzaprav otroci lahko izrazijo, če jim daš res to priložnost. Mislim, da se v osnovnih šolah in tudi srednjih otrokom daje premalo priložnosti, da bi res izrazili sebe in te svoje občutje. Potem sem to isto predlagal, da bi Društvo pisateljev šlo v to namesto protestiranja proti žicam, v to akcijo, da bi vse šole poklicali in na nek tako fabulo spodbudili ustvarjalnost. Pa zaenkrat ni neke prave navdušenja ni. Čeprav so rekli, da bodo v okviru dnevov knjige, ker je to ena prireditev, ki jo Društvo slovenskih pisateljev ima po vseh mestih, mislim po več mestih v Sloveniji, da
bodo nekaj takega izvedli. Je pa res, da če bi hotel nekaj takega izpeljati, bi se moral pa sam angažirati. Ne. To pa se mi pri teh letih, pa potem, ko sem marsikaj že pač uredil, ne bom zdaj našteval kaj vse, pa se mi več ne da, ker pri vsaki taki akciji 90% energije izgubiš, da budce prepričuješ. Najprej bi ga moral početi po ušesu, pa pol mu razlagati. Pol bi mogoče prisluhnil, ampak ti sploh ne prisluhnejo. Nasprotujejo ti iz neke drže, iz neke namišljenosti svoje, domišljavosti. In dokler ta zid prebiješ, ti 90% energije požrejo. In to se mi več ne da. Samo to je glih škoda, to sem prej namignil, da se pisatelj, tako se zdi, da se jim več ne da. Ja, so utrujeni, ker na vse zadnje to, da kar so pisatelji nosili na plečih, ta pisateljska organizacija, znotraj so bili tudi konflikti, ne? Od osamosvajanja do staj, bom rekel, je velika teža. Ne? Recimo v stajnikih, 80 skupin je bilo teh stajnikov v Sloveniji in so prišli sami k nam na društvo pisateljev in so rekli, dajte nas vi malo zbrati, organizirati, ker se sami ne bomo. Ker so pol takoj enem drugemu učitali, neko vodilno vlogo si prilašaš in tako naprej. In smo mi kot neutralni nekako pri tem, smo pač jih poklicali, povabili, smo se zmenili, potem smo naredili v Cankarjevem domu odprto diskusijo o tej problematiki. Tam so večina teh voditeljev, teh stajniških skupin so dobili besedo in tako smo na nek način, moram reči, koordinirali to vstajo. Se je pa potem izkazalo, moram pa tudi to priznati, da, ko je Janševa vlada padla, so pa tisti levičari, ki so znotraj društva pisateljev, so pa obrnili hrbet tem dejanskim zahtevam, ki pa so ne glede na levičarsko ali desničarsko vlado aktualne. Da počasi zaključimo. Kje ne me Slovencom zdaj iskati rešitev? Zdaj, če bi tebe čisto tako strnil, bi rekel v mitih, v mističnemu, v duhu, kot si rekel, ne? Še imamo Slovenci tega svojega prepoznavnega duha oziroma ga moramo iskati, kaj svetuješ? Ker stanje je rečeno, stanje ni dobro. Ne, mene preseneča, kako tujci gledajo na Sloven in Slovence. Kot na čudež. Pravi, najbolj izpostavljen narodič, 2-milijonski narodič, najbolj izpostavljen v stiku največjih evropskih kultur, v bistvu, germanska, romanska, slovanska, ugrofinska, vseh strani pritiskan z asimilacijskimi, ali z težnjami, da bi enostavno zbrisali ta narodič in kulturo in tako naprej. In to stoletja. In je obstalo. Ne? Slovenstvo je obstalo. Kljub temu, da so nas vsi napadli, da je bilo zasedeno to zemlje, da 400 let recimo bilo pod Avstro-Ogrsko in tako naprej. Ampak to nas je glih ohranilo, zdaj pa smo končno samostojni, pa se prepiramo. Ne? Zdaj pa mislim, da je pač to otroška faza te stvari, te samostojnosti. Ne vem, kam bo pripeljalo, vse skupaj ne morem povedati, ampak v to vitalnost slovenstva jaz verjamem. Ne? Pravi meni, recimo, nekdo iz tujine, pa kaj ste vi Slovenci tako brez samozavesti kot nacija? Pa pogledajte se, vi ste čudovita zgodba. Eno predmestje, ne vem, neke Moskve ali česa je to, ampak predmestje ni isto kot narod. Ne? Predmestje nima svoje kulture, nima svojih
svojih nekih temeljev, svojih civilizacijskih. Kurdi nimajo svoje države, pa jih ja, milijone. Ne? Ja, in imamo vendarle veliko. Tako da, res pa je, da pohlep, ne, je močen, je hud demon na tem svetu. In ta pohlep zdaj trenutno vlada. In ta pohlep lahko uniči vsakega. Tudi slovenstvo. Če se ne bomo znali zoper ta pohlep ustrezno postaviti, pač ne vem, kako daleč bo ta demon razžrl slovenstvo. To pa je. In se mu ne more postaviti verodostojno, se mu ne more postaviti nasproti niti cerkev, niti levica, niti desnica, ki za vsako za svoje ozadje ali pa za svoje interese je že plenila in grabila. In zdaj zaenkrat ni tiste sile v Sloveniji, ki bi združila, ki bi mobilizirala dovolj sil, da bi enostavno ta pohlep presegli. Zdaj smo zaenkrat še tu. Hvala lepa. Še eno vprašanje. Ne, samo se misel pripomniti, da v bistvu to, ko govoriš o tem, da je to otroška faza Slovenije, ta paradigma je prisotna v vseh vzhodnoevropskih državah in je po mojem mnenju vsiljena v ta prostor, ne? Češ v tem smislu, da pač edina prava oblika je neka demokratična, kapitalistična država, kamor smo mi ravno kar vstopili, ampak na tak način zanikamo ravno to našo celo tradicijo in to naše bogatstvo, pa tudi naša samozavest. In zanimivo je ravno to, da pri vseh vzhodnoevropskih narodih imajo to isto paradigmo. Ne? To pomeni, da to ni neka lokalna stvar, tako da mislim, se mi ne zdi smiselno, da to naprej širiš. Ne, meni se pa zdi, zato ker vem, ne, to je en nihaj se zgodil. Ne? Rekli so tržno gospodarstvo, krivice komunajzarske se bodo popravile in tako naprej, in je zanihalo. Potem je zanihalo drugam in je udbomafija in Kučanov klan in ne vem kdo vse pograbil. Ne. In to nihanje se mora nekje na pravi meri ustaviti. Ne. In ti nihaji zaenkrat so dejstvo, vsak hoče, jaz sem to od blizu gledal, pride nekdo na oblast, ja, tako je okrog cela čreda, cel trop, ne vem, hien, ki bi takoj, če zdaj smo na oblasti, zdaj si lahko nagrabimo, da ne bo treba več delati nikoli. Pa na drugi strani, glih tak, ne. In zdaj sodstvo je šibko, sodstvo je po moje skorumpirano tudi, ne vem, ne, ampak tako se kaže, da tem velikim lopovom ne pride do živega, da ne pride res do obsodb, da ne uzakonijo obrnjenega dokaznega bremena, da bi torej oni davčni, recimo, zakonodaje ali pa sodstvu morali dokazovati, odkot jim premoženje, kje so ga dobili, zakaj niso. Hrvati pa Srbi to imajo. Ja. Mi pa še edini nimamo. Mi pa nimamo, ker ni interesa, ker hočejo še pleniti, ker hočejo zaščititi tiste ene, ki so pa že nagrabili. Ne. In tu je zdaj ta otroška, ki ni niti malo prijetno otroška, ampak je pač so ošpice neke, ne vem. In ta nihanja. Ja, mi smo imeli mnogo pozitivnih stvari iz socialistične faze slovenske. Ne? In bi jih morali na nek način, ker mene tujci kažem vprašajo, ja, kaj pa si želiš, nočeš biti desničar, nisi levičar, kaj pa bi? Ne? Ja, oboje, tam, ker treba eno in drugo, da se ne omejiš, vse ni črno-bela stvar, vmes je cel spekter mnogo možnosti in tukaj se je treba po moje iskati. Najstarejše pleme na svetu, v Andih živijo, so rekli, da bo konec sveta takrat, to je že njihovo izročilo, par tisoč let staro, ko se bo svet odel v eno mrežo. Piše, mi ne vemo, kakva mreža to bo, ampak ko bo mreža, bo konec. Internet je v bistvu mreža. Tako da mogoče je že to konec. Pa smo zdaj... Hkrati pa
Hkrati pa, če smo res sami v tem vesolju, ne, koliko prostora čaka, da ga napolni človeška rasa, recimo, ne. To je že Jahve rekel. Ne. Ja, nič, mislim, ko smo Ja. pripeljali današnji večer do nekšnega konca. Upam, ko smo vam odstrli lik in delo gospoda Žabota. Še bomo ga povabili v naše goste, tako naslednjič, ko prideš, te z romanom prideš, ne? Tako. Ja. Dobro. Ja. Hvala za obisk, pa lahko noč.